Enkrat ob 10. zvečer pride policija in rečejo, na policijo smo dobili obvestilo, da je v vaši diskoteki podtaknjena bomba in vsi morajo zapustiti objekt. Moje ime je Tomaž Gorec, sem bil lastnik diskoteke Afrika v Trebnjem. Pred kratkim sem posnel video z naslovom Vzpon in propad diskoteke Afrika Trebnje. Če si še niste ga pogledali, si ga poglejte. Je pa ta video vse rekorde podrl glede gledanosti in glede na to, da je bil tak hud odziv in hvala vsem za pohvale, namreč dobil sem jih več kot 500, sem se odločil, da bom še kakšen zanimiv video iz diskoteke Afrika posnel. Tako da to je zdaj prvi, bojo pa še nadaljevali se. Naslov serije bo pa Zgodbe iz Afrike. No in ne, jaz zdaj začnem glede te bombe. Danes bo tema ta bomba v diskoteki Afrika Trebnje. Po nekih, bom rekel, 3 letih obratovanja diskoteke je vse skupaj šlo že malo slabše in sem iskal načine, kako kaj izboljšati in tako naprej. Takrat je zelo popularna začela ratovati ta elektronska muzika, techno house. To je ona čist elektronska muzika. Jaz to muziko nisem bil toliko seznanjen, ampak vedel sem pa, da to laufa na polno. V Ljubljani pa v Celju so bili ogromni dogodki, na katere je prihajalo po več tisoč ljudi. Ambasada Gavioli, to je bila znana diskoteka v Izoli, ona je bila znana po tej muziki. In potem so pa tudi še druge diskoteke to počasi začele upeljevati. In sem se tudi jaz to počasi odločil, da bom probal. In enkrat dobim tukaj enega lokalnega organizatorja. In bom rekel, z obiskom sem bil kar zadovoljen. Ni bila neka revolucija, ampak to je bilo v petek in za petek je bilo to čisto super. Bil sem tudi presenečen, koliko ti ljudje zapravijo. Ti ljudje so zapravili skoraj še enkrat več, kakor pa če je bil en normalen večer. Tudi, rečemo, na koncertih, kot je bil Stavros, pa take zadeve, se je pilo na polno, ampak še zmeraj tukaj se je 50% več zapravilo na osebo. Poleg tega pa so te ljudje, ki so hodili na te partije, tako se je to imenovalo, so bili popolnoma netežavni ljudje. Te se niso pretepali, to so bili prijazni do vseh. Ne bom rekel, da se kdaj vmes ni našel kakšen težak, ampak je bilo to zelo, zelo redko. No, je pa malo težava iz tem partijem bila ta, da je pa pri tej elektronski muziki je pa prisotne malo, bi rekel, teh prepovedanih stvari. Ne bom z imenom rekel, ker socialna omrežja imajo neke algoritme, ki vejo, kaj si rekel in potem ti lahko v video manj ljudem prikažejo pa take zadeve, tako da vsi vemo, zakaj se gre in bom tudi vnaprej tako govoril, ne. No, drugače je bilo v Sloveniji, sta bila ene 2, 3 veliki organizatorji teh dogodkov in to so neke tuje zvezde vozili v Slovenijo. To so bile take zvezde iz področja elektronske muzike, ki bi, ne vem, Rolling Stones se pripeljal ali pa Madono ali pa ne vem koga. Čeprav jaz to nisem poznal, ampak ne vem, enkrat sem šel na ta dogodek v Ljubljano, ki je bil en Plastic Man, so mu rekli. Richie Hoti, nekaj tacga, jaz veste, nisem dober za nič. Na Gospodarskem razstavišču je bil.
Jaz sem to prišel ob ene 5 zjutraj, ker sem bil prej v svoji diskoteki, potem sem šel pa s kolegom pogled, sem ga vidim. Vstopnina je bila ful velika, ljudi pa ful polno. In sem rekel, ma tole je tudi biznis, to bi mogoče jaz mogel, ampak kako češ ti nekaj delati, če pojma nimaš. No in jaz sem pol tu sodeloval s tem malim organizatorjem, pa je bilo to nekaj srednjega. No, sem pa molil Boga, če bi se pa najdu kakšen večji organizator, ki bi bil pripravljen pri meni delati te zadeve. No in enkrat se je najdu eden, Niko po imenu, on je tega plastikmana organiziral v Ljubljani, on je tudi tisti, ki ste hodili na te zadeve, on je organiziral Meet Me na letališču v Divači ali kje, mislim, on je to zadevo tudi poznal, on je vse te umetnike poznal, ne, tako kot sem jaz vse Balkance poznal te skupine, on je pa te, ne, tako da jaz, ker nič ne poznam, pol tu ne morem delati, ne. No in midva se dobiva, on me je kontaktiral, se dobiva, v Ljubljani, v Ortobaru sva se dobila, se spomnim. In ja, da bo še enkrat prišel pogledati in tako naprej. Vsem je bil super, razen zvok. On je pa eno knjigo prebral, kjer ga je prepričala, da zvok je najbolj pomembna stvar v diskoteki in on je bil obseden s tem zvokom. In ki je on par te delal, so zmeraj še dodatno zvočenje pripeljali in vam povem, to ni bilo za zdržati noter. Ni bilo za zdržati, ni bilo za zdržati. Ampak drugače pa ta Niko, pošten človek, vse tako, kot sva se zmenila, je bilo. Zdaj, najin dogovor je bil pa tak, ne, on organizira parti, moje je od pijače, njegovo pa od vstopnine. Za reklamo so pa nekako pol vsak dan. No in vem, da stvari se človek lotil resno. Celo v nekem prvem ali drugem partiju, ki ga je organiziral, je pripeljal neki DJ Rush, to je menda bila neka ful huda zvezda za tiste čase in res je bilo ljudi še pa še. Ampak so se začele pa še ene druge težave. Takoj, ko sem jaz začel te partije organizirati, že na prvem se pojavilo tle na parkirplacu in noter v diskoteki. Ne bom pretiraval, če rečem 50 policajev v civilu, nekaj malega tudi v uniformah in so tu maltretirali ljudi. Maltretirali. Enkrat en dan je bil fejst mrzel, se spomnim, minus 15 stopinj. So se ljudje mogli sezuvati. Saj ne vem, če je tu sploh po pravilih, ampak takrat so bili malo drugačni časi, pa so si marsikaj dovolili. In seveda, zdaj nobeden ne bo rad sem prišel, da ga pretresejo kot kriminalca, ne. In glejte, tle, tu se upam se trditi, tle ni bil cilj, da bi oni neke te prepovedane substance odkrivali, ampak je bil cilj meni nagajati. 100%, ker ti tudi ne iščeš tle na partijih, tle predvsem pred vhodom, da maltretiraš ljudi, ne, tudi policija bi mogla delati bolj skrivaj, gledati, kdo je, tudi če ima prodaja, mogoče ne ga takoj zagrabiti, komu še bo, zvedeti, kdo je, ga malo spremljati, pride do kakšnega večjega. Tako bi jaz rekel. Oni pa tle že na vratih pokazali, da jih je cel kup, tako da so ljudje vedeli, tako da tudi, če slučajno kdo mu je najbrž stran vrgel WC ali kaj tacga, ne, in tudi policija ni nikoli nič najdla. Enkrat je en moj redar pripeljal eno punco, ki je imela en ekstazi v žepu. Seveda pripeljal jo je zato, da bo pol,
ki se je kje pijen vozil, da so ga spustili čez ali pa je na kakšen radar naletel. Sigurno je bilo to. Jaz sem bil zato zelo jezen, ker mi nismo tisti, da bomo goste policiji predajali. Čeprav, razume se, jaz sem bil strogo proti tem stvarem. Strogo proti tem stvarem in zato tega v moji diskoteki tudi ni bilo veliko. Zato, ker jaz več ali manj sem vse sam nateral ven, sem se sam temu poglobil. Za redarje to niti ni veliko brigalo. Mene pa kot lastnika diskoteke je pa brigalo, zato ker na teh partijah, se spomnim, v Celju je bila smrtna žrtev in se nisem želel smrtne žrtve. In tudi ljudje k meni, če pridete, meni je interes, da ki spijete, ne pa da tiste zadeve uživate, pa pol nič pri meni ne zapravite. Pa tudi jaz sem že po defaultu nasprotnik tega, jaz te zadeve nisem nikoli nič probal. Tudi trave ne. Ne vem, lejte, še v rok nisem imel. Enkrat je en moj redar eno nekaj zasegel. In pridem jaz k redarju in pa pravim, poglej tule. Si rekel, kaj imaš tu? Ja, poglej. Si rekel, ne bom jaz to nič prijemal, ker se mi je zdelo, koga je. Se mi je zdelo, da nekaj je in mene lahko zdaj daste na detektor laži, če sem kdaj v roki mu kaj od teh stvari, lahko rečem ne in detektor laži pa pokazal, da se nisem zlagal, zato ker je to res. Ne bom rekel, da smo čist, da je bilo čist brez, ker to ne moreš. Tu so prišli ljudje, družba morate pijeti, pa so imeli že nekaj zase seboj, pa jaz seveda te ne moreš in to tudi ni moj del. Enkrat so zaradi ene kraje enemu so v avto vlomili na parkirplacu. Pa sem mogel iti na sodišče. In pol je bil sodnik pameten, da mi mora povedati, da imam veliko teh stvari v diskoteki. In to je bil en, ki se zdaj pojavlja zdaj ful visok, se dostikrat ga na televiziji vidite. Sem rekel, kaj imam pa jaz s tem? Tu ima policija čez, koga bom jaz? Jaz že ne smem po pravilih, mislim, ne smem. Saj sem, pa sploh ni bilo. Tu so mu policaji natrobili. Ker karkoli je bilo, so policija takoj dala v cajtenge samo zato, da mi je slabo reklamo delala. Tako da, tu se upam trditi. No in policija, maltretirala ljudi. Lejte, jaz se ne spomnim, da bi kaj drugega najdel, ke moj redar, ki je imela eno tabletko. No, jaz tudi, vsi te organizatorji so vedeli, da jaz nisem za te zadeve. Par sem jih ven vrgel, ko sem vedel, da to počnejo. So na lep način. Enkrat ena punca, sem videl, da to štima. So k njej hodili po WC, pa k njej po WC. Izredno meje. Muska na glas, rekel, greš lahko malo z menoj ven, ker stran, da sem bila sama, sem rekel, lej. Jaz vidim, kaj ti tle počneš, sem rekel, lej, jaz tu ne podpiram, niti mi ni v interesu. Zato, lej, spokaj takoj zdajle, sem rekel, pa da te nikoli več ne vidim tle, ker če te bom naslednjič videl, bom takoj policijo poklical. Sem rekel, ali te bom pa lastnoročno ven vrgel, zato ker tega sranja jaz nočem v svoji diskoteki. In punca je šla in jaz jo nisem nikoli več videl. Podobno smo z moškem delali, sicer mačkem bolj na trdu, ker če delaš, če ga ti nekaj prosiš, pol že grunta, da si ga ustrašil se, pa ne se veste, s tem zadevam se ne ukvarjajo tisti
neki, bom rekel, dobri ljudje. So tu bolj ponavadi kakšna mafija, tu tretji, oziroma mafija, mislim, mafije niso bili. Bom rekel, lokalne barabce. In tu sem pa nagonil, kdaj kar na trdo. Tako da se še enkrat upam trditi, da pri meni tega ni bilo in policija ni Bog ve kaj najdla. Po mojem, da čist nič, ker kar so najdeli, so najdeli z mojo pomočjo, tako vam bom povedal. Pa so se pol fejst po cajtengah hvalili, po Dolenjskem listu, po teh lokalnih cajtengih, pa takih stvari. Namesto, da bi bili tih, da boste še kdaj kakšnega dobili, veliko lopovu so dobili policija na moj račun. Jih sami nikoli ne bi, pa če 500 policajev poslali. Mečkaj sem čustven, sem mečkaj utupal, ker sem mečkaj zdaj ta scenarij delal in potem še neke članke bral, pa tu sem vam tudi še povedal. Vejte, prav sem ratov, sem rekel, pa koliko sem se jaz tu zajebavati pustil, koliko so mene jebali, pa nič nisem mogel. Zato sem malo tak, mislim, res koliko so me jebali, pa rabe pokvarjene. Če mi to enkrat zvedel, kdo je za tem stal, ne bomo dobri. Ne bo, pa govorim o čist legalnih stvarih, vsakega človeka se da. Ok, gremo dalje. No, v glavnem, policija je streljala z vsem topovom. Ni bilo dosti, da so samo teh 50 kriminalistov ali policajev v civilu ali kaj pripeljali. So prišli še na boljšo idejo. So enkrat pripeljali novinarko Dolenjskega lista. Ona napisala tak članek, da je 95% ljudi Trebnje okolica in oni, ki me poznajo in oni, ki me ne poznajo, bili prepričani, da se jaz ukvarjam s preprodajo teh prepovedanih stvari, plus še iz prostitucijo zraven. Se spomnim, kako v članku, za ta članek bom enkrat posebej live naredil, sem do tega članka moram jaz priti, pa skopirati, se ga boste videli, kaj je vse bilo napisano noter. To vam povem, kakšna je pisala. Pisala je, rečemo to, da verjetno te mlade punce tukaj prvo dozo zastonj dobijo, zato da se jih potem izrabi za prostitucijo. Lepo vas prosim. Lejte, vse sorte so govorili potrebnem, da se s tem stvarmi ukvarjam in z enem in z drugim, ampak policija ni pa nikoli do mene zaradi tega prišla. In tu lahko tudi vse zaposlene vprašate, če sem jaz imel kakšne take posle, veste kako zaposleni, ki so tle bili, če ti 1 let, 2 leta ali pa 3 leta dela, če se kakšne mučke delajo, ti hitro, jasno, za koga se gre. Tako da, to je neumnost, ampak glejte, če niso bili policaji s tistim racijem uspešni, je bila pa ta članek v Dolenjskem listu celo stran. Od takrat, čez 1 mesec pol smo diskoteko zaprli. Ali pa čez 2 meseca, rečemo, da ne bom pretiraval. To je samo padalo. To, s čim sem se jaz vse takrat boril, pa nisem imel nobenih šans, oziroma, ne vem, mogoče mogel pa kakšne mafijske metode. Vse sem imel na kocki in pol, da me takole jebejo.
tiste čase je bil tudi en članek v Mladini, tudi ne glih najbolj, mislim, proti diskoteki, seveda ne, tako da. No, še ta članek, kar se tiče članka v Dolenjskem listu, veste, kam je bil pa najbolj hudo? Da so zaradi tega trpeli moji starši. Ker jaz sem prepričan, da je bilo moji mami narodno iti v trgovino. Očetu pa sploh. In tu tudi vidim one posmehe, saj smo vedeli, da je nekaj nezakonitega. Celo tako daleč je šlo. En je mojega fotra obdolžil, da je on kriv, da se njegova hčerka drogira, bila je pa 2krat v moji diskoteki, če je bila. Grozno, za starše mi je žal, za starše mi je žal. Kaj so tu mogli oni, pa vse so mi oni tu omogočili, pa so mogli pa take travme prenašati. Ampak v takih primerih vidiš žlehtnobo ljudi. Ne? On, ki misliš, da ga imaš prijatelj, da ti je, govorim prijatelj od mame, ampak kako vse prvošč, ki se je tu naredilo, vse smo vedeli, da je nekaj tacka, vse smo vedeli, da je nekaj tacka. Groza, tu vam povem, ne prvoščem nobenemu kaj tacka. Vem pa, če zvem, dujemo odzad tele vse tu pa maščevanje sledi. Tako, kot sem rekel, čist vse uradno, nič tacga, nobenega ne bom pretepal, nobenemu grozil. Vse se da tudi drugače. Veste, kaj najbolj boli? Veliko stvari boli, pa niso čist nič kaznive. Sigurno. Kako je šlo meni življenja. To je moj najbolj grozen obdobje v mojem življenju. Najbolj grozen. No, in ta organizator, Niko, enkrat vem, smo imeli en dober program. In pričakovali ful folka. Glih odprli smo dober, ali pa še nismo, lejte, to se ne spomnim. Tudi, lejte, teli dogodki, ali je bil prej članek v Dolencu, ali v Mladini, ali je bila prej ta bomba potaknjena, lejte, tu je več kot 20 let nazaj, tu ne poznam čist, ne morem čist vrsten red poznati. No, pride policija in prav, dobili smo obvestilo, da je v vaši diskoteki bomba potaknjena, ljudi morate ven dati in prišla bo naša ta, bom rekel, enota za eksplozive, ne vem, kako se točno reče, in bojo pregledali diskoteko. Jaz sem rekel, kdo pa to pride? Ja, bojo hmale. No, mi spraznili diskoteko. Eni ljudje so prihajali v veliki količini, pa so malo pofircali, potem so pa šli, ker so videli, da tu ne bo nič. Tako da, tu moram reči, to je policija polk je prišla, so tu kar na hitro naredili, nič niso komplicirali. Jaz pa policaj, pa pes smo šli, pa če policaj rekel, dajte omaro odprt, sem omaro odprl, tu, tretne, klimat, dajte odprt, je pes, pes najbrž, če bi zavohal, bi malo, in tu smo pogledali in potem smo mi lahko ljudi not spustili. Ampak to je bilo šele ob 2. In seveda, obisk bil katastrofalen, organizator naredil minus. In zdaj jaz ne vem, a mi je organizator tisti dan, ali pa pol, kakšen dan kasneje sem se dobila, rekel, da pač on pri meni ne bo več delal teh partij,
ker je preveč težav in ni, in zdaj je bila bomba, naslednjič bo nekaj drugega, pol bo spet bomba in tako naprej. Razumem, človek si tudi minus delal, mislim, ja, kaj češ, ne. No in jaz sem ostal s prazno diskoteko, s 65.000 evrov kredita, za katerega sem mu obrestno mero 18,42%, ker je bilo težko še za obresti zaslužiti, kaj šele, da bi kaj glavnice vrnil. Ne, to računajte, jaz sem mogel naleti, ja, glih približno 10.000 mark sem mogel zaslužiti samo za obresti. Tako da sem potem životaril in iskal način, kako odplačati ta kredit. Je pa vse te zadeve, ki sem jih imel, policija, Dolenjski list, bomba in tako naprej, zaradi tega sem bil jaz oškodovan za več 100.000 evrov, sigurno. Ker to je diskoteka dejansko propala. Sem še občasno odprto, ampak slab obisk pa tako naprej. Grozno je bilo. Pa veste, tu ne sem, da sem unga kredita 65.000 mark. Firma takole neki cajta malo slab šlaufa, pol če nehaš, pride še cel kup računov, ki moraš ti plačati, denarja pa nimaš. Tako da to je bil grozen obdobje mojega življenja, grozen obdobje. Lejte, ne bi se hotel v njega vrniti, čeprav nisem navdušen nad tem, da sem star 52 let, ampak da bi pa zdaj rekel, lejte, vržemo tamle v leto 2000, pa moraš vse tu čez dati, kar si dal, bi rekel, ne, hvala. Res bi rekel, ne, hvala, ker lejte, ne bi hotel vse te sranje, ki sem ga imel, še enkrat čez dati, ni šans. Se ti je dobro, da človek ne ve, koga te vse čaka, ker če bi vedel, koga te čaka, bi obupal najbrž, ne. In lejte, tudi nič hudo čudenega ni, da jaz si nisem družine ustvaril, ženske najdu, ne. Dostikrat sem že povedal nekaj na velik zvon, nisem obešal, par let prej sem eno slabo izkušnjo z eno žensko, od takrat naprej sem se žensk bal. Pol pa takele stvari, ki te mučijo, ne, veste, tudi, če imaš punco, sej ne moreš normalen biti z njo, ki si živčen, ki te ki te tret, ki četrt. Glih v tem času se spomnim samo eno luštno mlado punco, čisto je bila zaljubljena vame, vse bi naredila. Vsi so mi rekli, zagrab pa poroč. Jaz pa tu sploh ne. Celo še na živce mi je punca šla. Pa je bila tak simpatičen obrazek, nasmejan, da bi rekel, z njo se ne moreš skregati. Pa saj se nisem kregal, ampak jaz sem sam sebe iskal. Morda tole ne spada, sem vam povedal. Se veste, sem se tudi s njo zaljubil. Jaz sem jo spoznal prek enega prijatelja in sem si rekel, takega simpatičnega bitja še nisem spoznal. Ampak imela je fanta in tudi, da tu pa ona vse za fanta, se bo poročila z njim, vse. In jaz sem rekel, tle ni nobenih šans, sploh nisem nič razmišljal. In vem, da sem pol naslednjih 10 dni vsaj 3 prijateljem rekel, sem pa spoznal žensko
ki bi jo poročil. Samo ni nobenih šans, ima fanta že kar nekaj časa, čeprav je bila zelo mlada. Ima že nekaj časa in ni šans, računa že poroka, on tudi tretji in tako naprej. In ne boste verjeli, po se pa en dan pojav izunem, ki me je spoznal, pri meni v diskoteki. Spomnim se, kot danes. Spomnim se, kje sva stala, vse se spomnim. Ampak jaz se nisem hotel z njo ukvarjati, ker sem rekel, pri njej nimam šanse. Brez veze, probam kakšno drugo dobiti, ne? Ampak ni imela nobenega poznanega reva, ne? Ki je pripeljal ta skupen znanc, se je tam z nekim drugim ženskem ukvarjal in je bila name nalepljena kot klop. Pa sem bil skozi njo, nisem, tudi pomislil nisem, da imam kaj šans. Potem pa en počasen komad, ali je bil 2 zvezdice, ne vem kaj, jaz sem DJ-ju kar naročil, sem rekel, ti take komade, 2 zvezdice, to moraš kar vsak večer vrteti. Sem rekel, to je tudi, da kakšen par se tle v diskoteki skup da, ker tist, ki tle punco dobi, tist bo zmeraj govoril, kako super je v Afriki. Je bil pa en tak komad, sem rekel, greš plesati. Grem. Grem pa vidim, kako se naslon name. Sem pa v sekundi pogruntal, da imam šanse. No in to je bilo, kako je bilo lepo tisi usvajati, pa tako naprej. Ampak, ker je imela fanta, ljubčka, nisem dobil še tisti večer. Saj to je najbolj zanimivo, to je najboljš. Če bi takrat popustila, če bi vse popustila, bi bilo brez veze. In pa sem se pa zaljubil, no. Zaljubil. Pa sem se enkrat dobila pri njej. Sem ful zamudil, ker sem bil prejšnji dan pijen. V nedeljo sva bila zmenjena. Jaz pa diskoteko seveda, pa tu ne. No, ampak da bi do konca prišlo, kar ni prišlo. No, pol pa enkrat pa pride. Meni bilo super, zato ker sem mu nekako rad. Mislim, res je bila taka luštna punčka. Pa lejte, če bi jo zdajle videl, pa če sem vidim za 5 sekund, bi bil bolj vole, ker je taka nasmejana bila. No in pa midva enkrat tu pri meni doma greva do konca. No in drug dan se dobiva, ona vse vesela. Peljeva se nekam v ene hribe, dekco samo s seboj sva pogrnila. Mislim, bil je takle čas, ki je zdajle poletje. Bi rekel, če bi to lahko ponovil, pa kako bi to lepo bilo. Tako sem pa jaz naredil. Jaz sem ji pa rekel, da končujem z njo. Sploh ne vem zakaj. Ne vem, nič me ni na njej motilo. Nobena mi ni bila tisti trenutek bolj všeč. Ampak tu, zakaj sem vam tu sploh povedal, se nisem vam hotel ljubezenske zgodbe govoriti. Ampak tu, vse takele sranje, ki sem jih imel, ki jih rešuješ, ki si živčen, ki ne veš, a boš konec meseca sploh obresti od kredita lahko plačal, ali jih ne boš. Te pa pripeljejo do takih neumnih odločitev. Pa v končni fazi nočem nobenega drugega krivega delati, sam sem kriv, kako se lahko taka budala, namesto da bi s to punco pa da bi se mava rada, pa da še malo bi mi bila za oporo, pa tako naprej. Jaz se grem pa pustiti. Budala trapasta.
Sem jaz rekel, pa take, pa tukaj mlajše, to noš ti nikoli dobo več. Pa koliko je mene, 13 let je bila mlajša od mene. Tako da tu sem ga res tužil. Evo, to je ena, ki mi je bilo žal, da sem znal nehal reči. Mislim, če bi zdaj rekel, ne, zato mi je lahko žal. Ker bi bil še enkrat lahko mlad s tem izkušnjam, s tem razmišljanjem, s tem, kaj bi to bilo, ne. No, drugače pa, kar se bombe tiče, človek, ki je tu klical, ga je policija dobila, seveda čisto enostavno, on je mobi, veste, kartico predplačniško. Tako, kot če greš zdaj kupiti v Hofer, ne. Ti nisi nikjer v imeniku, bi rekel, noben ne ve, čigava je ta številka, ne. Ampak človek je bil neumen, človek je mislil, da je anonimen. In je klical iz te številke na policijo. In kako je policija prišla do njega? Ja, one ljudi, ki jih je on klical, pa ki so njega klicali, so rekli, kličemo z policijske postaje, lejte, nekaj vas imamo za vprašati, ne vem, a pridite sem ali kakorkoli, in so oni povedali, kdo ima to številko, ne. In so prišli k njemu, mi je še pol policist povedal, da je rekel, kako pa veste, da sem jaz bil? Ja, po vaši telefonski. Pa je rekel, ja, saj nimam nikjer objavljeno. Ja, je rekel, smo šli k onem, ki ste se klicali z njim. No, in jaz sem pol tudi dobil, kdo je tu. Sem ga šel tožiti. Ampak preden je tožba bila karkoli, preden je sploh razprava bila, je človek umrl. No, in zdaj ne tudi, glejte, ne, temle, jaz, ki je tist v Dolenjskem listu bil tist članek, ne, verjetno sploh ne bi mu kaj tožiti, ker vse so bile domneve, ne, ono, ki napiše, saj vemo, kako je to, da mlade punce prvo dozo zastonj dobijo, da jih pol izkoristijo, da jih prodajajo, pa tako naprej, ne. Ja, to je ona napisala, da to se dogaja, saj ni napisala, da imam jaz tu. Ampak, glejte, meni je diskoteka v enem mesecu propala. In jaz nisem nič naredil, ker tudi nič ne bi dosegel. In tudi vidite, tle sem človeka tožil, takoj, ko sem zvedel, pa je prej umrl, preden je sploh na vrstno sodišče prišel. Pa pol celo ti, ki dobiš, se pritož, pa traje, pa pa tret. V onem prvem videu Vzpon in propad diskoteke Afrike sem povedal, da je en tukaj solzivc vrgel, vojaški, sreča, da ni bilo kaj mrtvih. Onega sem tudi tožil. In sem ga stožil. Samo on je bil pa brez denarja in tudi nisem nič dobil. Sam še dodatne stroške sem imel, tako da to, veste, tudi da bi jaz kjerga šel tožiti, to sploh jaz ne verjamem več, da je sploh kaj možno dokati. Morda kakšni pregnani pa tole, jaz pa najbrž, da to nisem sposoben. Tako da no, človek je umrl, ne bom rekel, da sem mu to privoščil, mi je pa veliko škode naredil, ne, veliko. Tako da... No... Pol sem pa mu diskoteko odprto, občasno, fejst smo se trudili, fejst, da sem lahko tist kredit odplačal. Tako da... Ampak pol mi je ratalo še enkrat
vzpostavil, da je sej približno laufalo, ne. Je bilo pa to, se pravim, težko. Tako da je pa, mislim, to je bil toliko težak posel, vam povem. Kaj vse je bilo, tako da, se pravim, te zgodbic imam še cel kup. Tako da dajte v komentar napisati, če vam je bila tale všeč, če si želite še kakšno slišati. Pa če vam so teli videi všeč, ne, vam bom zelo hvaležen, če se boste naročili na moj YouTube kanal, samo na rdeč gumb kliknete, naročite se, pa zvonček. Čisto zastonj, brezplačno 5 sekund dela vam vzame. Meni pa to veliko pomeni, saj vidite se na tem YouTubu, kar trudim, tudi imam največ videov te potovanja, ki hodim okoli, tako da če vas zanimajo potovanja, poglejte si še te videe. Tako da, če sem že z vsem tem dogodki, ki sem vam danes povedal, imel toliko sranja, toliko zgube, toliko vsega, ajde, da imam pa saj korist, da pa kakšnega naročnika dobim na svoj YouTube kanal, bi mi to res veliko pomenilo, no, tako da. Drugače pa moram povedati, no, glejte, jaz tukaj v diskoteki sem res skrbel, da so bili ljudje varni, da ni bilo teh prepovedanih stvari. Mi smo tudi pošiljali, mi smo imeli, že na začetku smo zbirali naslove od ljudi in smo jim pošto, to fizično pošto pošiljali, reklamo vsak mesec, vsake 2 meseca. Pol kasneje sem imel pa društvo tudi zaradi teh težav. Nisem dobil delovnega časa. Ne? To sem že v prvem videu povedal. Do 11 so mi dali na občini delovni čas. Čakajte, jaz vložil, ki bi zdajle rekel, 2 milijona evrov v diskoteko, dobil vsa dovoljenja, pol mi vi pa ne daste delovnega časa. Mislim, sej je logično, da se diskoteka ponoč dela, ali ne? No, in jaz tudi, ko sem ljudem pošiljal to pošto, to so bili gor letaki, kaj imajo, pa običajno sem jaz še en dopis napisal. Kaj bo, pa tako naprej. No, v dopisu sem pa tudi zmeraj napisal, da nam je ful pomembna varnost gostu in da, če ima kdo kakšne težave, da mu kdo kaj grozi, pretepa, da naj pride do mene, da anonimnost je zagarantirana in da bom ful hvaležen. Hkrati sem pa tudi pozval, da če kdo koga pozna, če koga kdaj vidi, ki se ukvarja s kakšnim nelegalnimi posli in take zadeve, da naj tudi sporoči. Ali pa če kdo krade, to se je tudi dogajalo. In se upam trditi, da je Afrika bila ena od diskotek, kjer so se ljudje lahko najbolj varno noter počutili. In zato, ker je bilo meni v interesu, da bodo še prišli.
Prej sem omenil kraje. Se je kar kralo in tu smo tudi opozarjali ljudi. Enkrat priledi en zaposlen, moj, zaposlen ful cajta, tako zaupanja vreden tip. Tako mislim, še zdaj se na par let mogoče vidva. Prileti do mene, redarji so ven odpeljali mojo sosedo, da je eni nekaj ukrala. In rekel, jaz jo poznam, nemogoče, da bi ona ukrala. Jaz rekel, redarji, ukrala, lej, torbico ukrala, ali iz torbice ven, ali ne vem kaj, ali kako. Ampak bilo je pa tako, da ona oškodovanka, pa jo je sam dobila, ni ji ukrala, ki je krala, je ona videla in šla redarjem povedati, tako da ona je svoje stvari dobila. In jaz pod vtisom tega mojega zaposlenega, ko sem mu zaupanje in ga še zmeraj imam, sem pol, da niso redarji policijo klicali, pa pa tret, pa smo to pustili. Ali čez 3 mesece ista krala. Aha, sem rekel, zdaj ta drugič pa ni tu slučajno, da bi slučajno izgledalo da je bilo bom rekel, ne vem, da slučajno torbico prijela ali zamenala, ki je bila podobna. To je bilo, veste kako, ne? Ženske, ki so plesale, so imeli torbica posod odložene in pol ženska, ki gre na WC, seveda gre v torbico in tu so hodile na WC, pa je torbico prijela, pa je šla na WC. In če si jo dobil, je rekla, sorry, sem mislila, da je moja, je čist ista, ka moja, ne. Pa je šla v WC, torbico odprla, kar je bilo za okras je ukrala, ostalo je pa torbico tam pustila v WC-ju, še tako je bilo, ne, WC-ju smo imeli ogromno. In je skoraj zmeraj bil kakšen WC zaklenjen, ker nismo vsako školjko, še posebej pol proti koncu, ker ni bilo toliko ljudi, ne, smo imeli kar namerno par WC-ju zaprtih, ki so nam tudi razbijali, pa ne, čez Dubu Lopova, ne, spodaj je bilo v ženskem WC-ju 6 školjk. In če se že kdo lotil, da bo razbil, da je razbil samo 2, ne 6, ker je bilo 4 zaprto. In pol je kar od spodaj vrgla tam, ki je bilo zaprto. In pol, ko smo pa enkrat odprli, smo pa najdli te torbice, ne, pa denarnice, vse sem prazna, osebna je bila not, pa tu in sem pol, smo ljudi klicali, pa tu. Tako da teh kraj je tudi bilo kar dosti. In ne boste verjeli, ženske so krale. Ženske so krale, tako da vse sorte je bilo, ne. Tako da bilo je zelo pestro. Pa še eno zadevo mogoče, da povem. Ko nas je enkrat nategnil za eno jakno, smo mogli $100,000 mu plačati za jakno. Pa se upam garantirati, da me je nategnil, zato, ker mi je njegova ali dobra, ali soseda, ali dobra prijateljica, ali pa bivša punca, se ne spomnim, povedala, da se je hvalil kul, kako nas je nategnil. In je še povedal, mislim, smo tudi pol sami ugotovili, kako nas je nategnil. On je našel, en je zgubil ploščico za garderobo. Imeli smo pa, smo šparali, se pol smo takoj zamenjali, imeli smo en nam je v Akripolu narezal iz pleksi stekla take plastične, pa prevrtal luknjo, da smo dali poluno noter, da je bilo ono, ki zaključe, ne, tista ringca, gor smo pa dali papirnat
Pa napis pa smo dali številke 001, 002 pa tako naprej. In človek je pa nekako še tisto napust stran utrgal številko, počakal čist do konca, ta zaden, in popake in da tu, in ona, se tle še ni številka rekla, niti ne vidim, katera številka je bila, je rekla, in ni nobene jakne več. Je rekel, jaz sem tako ploščico dobil, kaj boste vi zdaj meni? Šefa, tu tret, in mi smo mu takrat $100,000 plačali. In pol se mi je še delal človek prijatelja, ampak vem, da me je nategnil. Upam, da ga je tu življenje. Je pa, se upam povedati, iz Ivančne Gorice, če ga kdo prepozna, naj ga prepozna. Upam, da je pa kje teh $100,000 pa drugače zgubil, ko mu res prvoščen, ker vejte, tu pa. Ne, vejte, tu jaz ne bi nikoli naredil, ne. Pa se nimam za nekega dobrotnika, samo jaz tu ne bi nikoli naredil. Tako da, ko pa veš, mogoče mu pa tudi še ne mu kdaj možnost vrniti. Veste, to se hitro naredi. To se hitro naredi. Morda kje njegovo žensko spoznam, pa bom kakšno sladko besedco rekel. Tu, kaj vam naj še? Hotel sem samo te bombe povedati, no, ampak ko že tole snemam, mogoče da še kaj zanimivega povem. Mogoče še kaj bolj zabavnega. Tu, bom tule povedal, ko smo glih pri bombah, pa pa tret. Ma ne bom tu. Ko to moram še razmisliti, kako bom povedal, veste, ko začneš omenjati kakšne manjšine, pa take zadeve, imaš hitro lahko probleme, ne. Zato ne bom tule zdaj v ta trenutek povedal. Bom pa še, bom povedal. Veste, kaj se nam je dogajalo? Ko so ljudje zvedeli, da imam jaz zavarvano odgovornost, se je tle kar začelo dogajati, da so se ljudje kar masovno poškodovali. Seveda se ni nobeden, pa rekel je, da se je tle zlomil nogo, zlomil zlomil tret, ne, se je nogo zvil, za en primer vem, nogo se je zvil doma. Med tednom. Pol je pa v nedeljo zjutraj ali pa soboto na urgenco ali pa kam, je pa šel, da se je pa tle. Da mu je spodrsnelo na spolzkem in mokrem, ker zato je lastnik odgovoren, če je spolzko pa mokro, ne. Tudi, ne, če ti nekdo tle pade na ledu, in tu ljudje ful izkoriščajo, padajo tam pred Mercatorji in tako naprej, pa pol vlečejo te odškodnine. In ne, človek, tam jaz dobim od ene odvetniške družbe in piše, kako je človek pol, tudi še druge udarce dobil, da dobro, da so bili njegovi prijatelji, da če mu ne bi oni pomagali, da so ga ven odnesli in tako naprej. Dobro, ven so te odnesli, noben moj redar ni videl, da so te ven odnesli, nič. Ne vem, verjetno bi tudi do tvojih kolegov lahko prišel povedati, da je pol človek, oziroma bi mogoče še kdo videl, pa ni. Jaz sem pol tudi čez 3 mesece od odvetnika dobil, ne, po 3 mesecih se tudi že malo pozabi.
In vem, sem pol na sodišče hodil. In zavarovalnica bila celo tukaj trapasta, sem tu zavarovan, sicer da bi tu kar dala mu. Sem jaz ustrajal, da ne, ker sem pa točno vedel, da to ni bilo. Sem pa mu primer, ko so bile tle ene kovinske štenge in so bili gor tist aluminij gor, veste, na takih montažnih štengah aluminij. In se je pa od 10 let vibracij, se je pa ena štenga enkrat zvečer, zgleda še ta zadnji net bil, od pol in pol na 2 človeka iz višine 4 metre. Ne, zdaj tu, če bi glih prav tis aluminij, prav, čeprav aluminij ni težak, ampak še zmeraj se, veste, ne, če imaš pol kile, da ti na glavo pade, ne, in je palil na 2 človeka. Pa 2 človeka so pol takoj poklicali nas, smo rekli, lejte, mi imamo zavarovano, videli smo, da se je naredilo, naš interes je, zato imamo tudi zavarovano, da boste tudi vi čim prej dobili in mi bomo tudi izjavo dali, da je tako bilo. In jaz sem pol, ko je v zavarovalnice pride, sem napisal, lejte, tu se je res zgodilo, tako da moj interes je, da čim prej tole izplačate. Veste, da se nisem zlagal, ker tudi unga prej, ki pa še imam odprto, pa še zmeraj ustrajam na tem, da se ne splača, ker sem prepričan, da se to ni naredilo. Pol, ko se je to malo razvedlo, so bili ljudje celo tako neumni. Dobim jaz spet od iste odvetniške hiše odškodninski zahtevek, oziroma ne zahtevek, samo da ne sporočimo zavarovalne police. In jaz malo tisto študiram, da je bilo, kako je bilo. In veste, da smo celo ugotovili, ker takrat pa nisem imel vsak petek, soboto odprto diskoteko in smo ugotovili, da je tistan bila diskoteka sploh zaprta. Pa človek trdo, da je bil, pa je bila diskoteka zaprta. Tako da, na kakšen način sem vse hotel. Mislim, se je zavarovalnica plačala in sem mogel plačati, se mi zdi, 270 evrov odbitne franšize, tukaj je bila tista odbitna franšiza, tako da tu sem mogel plačati. Pa tudi, če bi bile kar skozi te poškodbe, verjetno tudi zavarovalnice ne bi hotela več zavarati, ne. Moram pa reči, da bo tu nobenega problema pa z plačilom, tako da tu je pa štimalo. Pri Tiliji sem tu zavarovan, tako da tu je štimalo, tako da je to bilo. Tako da ja, čisto nič lušen posel, čisto nič lušen posel. Tako da, lejte, tole bi bilo za danes. Še enkrat hvala, da ste tole pogledali do konca. Pa še enkrat vas bi prosil, da vkolikor niste naročeni na moj YouTube kanal, da se naročite. Samo kliknite v rdeč gumb, naročite se, pa potem zvonček. Pa lejte, te zgodbe iz Afrike bojo še. Bojo tudi kakšne bolj zabavne, take, kaj so se meni osebno neke stvari naredile. Ene so smešne, ene so žalostne, ene so take, ene so drugačne. Tako da bo tega še kar nekaj. Drugače pa, dajte tisti, ki ste hodili v Afriko, dajte to v komentar zapisati. Pa dajte tu, če ste vi imeli kakšne take zanimive prigode, dajte tu v komentar napisati. No. Mogoče še me ne spomnite,
kakšno zadevo, da se spomnim, ki sem jo mogoče pozabil, ker veste, tle je toliko stvari, sem spomniti se je problem, ne? Spomniti se je problem. Tako da me bo mogoče kdo kaj spomnil in se bom pol še jaz kaj drugega za to spomnil in bo tako spet nova vsebina. Tako da hvala, ki ste gledali do konca, pa upam, da se čim prej javim spet iz novem videu. A ja, če pa kdo nabavil takole majico z napisom Lepota Slovenije, sem dal po opisu tega videa link in jo lahko nabavil, mislim, da je 15% popusta, pa brezplačna poštnina, tako da cena res ful ugodna. Nič, imejte se, adijo.